najljubši anime, manga, light novel in tako dalje. In zakaj je vaš najljubši? Mislim, da smo šli čez to vprašanje že toliko, da lahko samo rečemo naslov in lahko pogledajo prejšnje epizode. Ja, bolj ali manj, ampak še vedno gre za ponoviti. Najljubši anime Full Metal Alchemist Brotherhood. Ta je najljubša manga, ta je težka, ampak lahko bi rekel zdaj Vinland Saga na tej točki. Najljubši light novel Ascendance of the Bookworm. Nice. Tako. Good. Ne. Pri meni light novel Mushoku Tensei, manga Magus of the Library. Zakaj je bilo še vprašanje? Mushoku zaradi tega, ker se čisto vse knjige kombinirajo, story se napreduje, človek raste od otroka do starejšega in čisto vse ima smisel, čisto vsaka beseda ima smisel. Manga Magus of the Library zaradi arta, zaradi world buildinga, zaradi tega, ker ko mango chapter do konca prebereš, pa on list, veš, ko je samo ena slika, da te pripravi na naslednji chapter, riše, kaj so znamenitosti v svetu in še večji svet naredi, konec koncev world building, to je to. In kaj še imamo? Anime? Anime je pa... Code Geass. Ja, je dober... Bom ga sprejel zdaj, ker ne morem kar nekaj. Zakaj je najboljši ending pač? Najboljši je pa zaradi tega, ker ima te logične, psihološke igre, ko se jih igra in je svetovno, to je pač moj najljubši žanr. Pametni ljudje, ki delajo zanimive stvari. Ja, da se še jaz vrnem, ker nisem utemeljil svoje izbire. Drugač, Code Geass je bil zame tako dolgo časa najboljši anime, izključno zaradi endinga. Mislim, skoraj izključno zaradi. Ending je pač res še vedno najboljši ending za moje pojme. Ampak Full Metal Alchemist je že nekaj časa na najvišji na tej lestvici, ker ima pač vse, basically adventure, comedy, tragedy, dober ending na koncu še pač he does everything right, in mislim, da je to nek tak meme/consent v anime skupnosti, da je pač Full Metal Alchemist Brotherhood številka 1, če že nimaš kakšnih bolj specifičnih okusov. Ne, seveda jih imam, ampak potem, kaj smo rekli, manga, Vinland Saga, to smo, mislim, že pregovorili, zakaj, lahko samo malo bolj prevrtite nazaj, amazing character growth, Thorfina in to je napreduje, to je pul. Light novel, Ascendance of the Bookworm, zakaj? Je pa zelo težko. Zelo težko, ampak ker si res, od vseh teh light novelov, ki sem jih bral, pa tudi konec koncev kakršnega koli medija, ki sem ga užival, si res vzame čas svojo zgodbo in svojimi karakterji. Dejansko na začetku bereš dan za dnem, kaj se dogaja z Mine, ko je reinkarnirana v drugi svet, kako ona skuša iz tistih, nima ničesar na začetku. Vidiš njene napake in njene zmage. Basically je, nekako se reinkarnira kot pač v glavnem, tako suma sumarum, pač grejo o eni punci, ki je bookworm do konca, tudi doma ima neko svojo knjižnico in nekega dne se ta knjižnica podre nanjo in tako umre. Ampak se potem reinkarnira v drugi svet, v nek tak na začetku, da ne bom preveč spoilov za naprej, nek tak medieval kind of svet kot srednji vek, basically, kot ena peasant girly. In ona je seveda vsa zaprepadena na začetku, ko ugotovi, da bo zelo težko prišla do knjig. Zaradi tega, ker knjige, tako kot v našem srednjem veku, so zelo pricey, zelo redka zadeva. Pa niti papirja. Tako da je zelo fascinantno, kako cel prvi volume, oziroma cel prvi del, zaradi tega, ker to je tudi zanimivo, pač ti imaš ta prelomna obdobja v zgodbi knjige razdeljene na dele, v delih pa imaš potem volume. In cel ta prvi del govori o tem, kako ona skuša narediti pač papir v tistem svetu, s tistimi materiali, ki jih ima. Ampak to je samo začetek.
Ne moreš zgodba, tega, stari, pač ne moreš si predstavljati, ko zaključiš prvi del, nimaš še ideje, kam se bo zgodba razvila. In tudi world building, tako se pravi, pač knjige si vzamejo svoj čas. In po vsakem partu dobiš občutek, kako je svet dejansko večji, kakor si ga predstavljal na koncu tistega prvega dela. Ja, tako da zato. Pa treba je reči, da obe dve light noveli so zelo dobro napisani. Beseda... Se pravi, ko si rekel, obe dve Mushoku Tensei in Ascendance of the Bookworm. So ene od dve najbolj napisanih, ja. Kar je redko, by the way. Mislim, tako pri light novelih je redko, no? Tako veliko je short light novelov, basically. Ja. Marko? Light novel je, kot sem že 12krat omenil, Mushoku Tensei, preprosto slog, ki je unparalleled kateremu kolmu drugemu light novelu, karakter, ki je moralno ambigiozen in kateri je precej drugačen od običajnih shonen karakterjev in zares zanimiv. Njegov karakter growth je res nekako popelje v zgodbo sabo. Stil je ves čas na nivoju, vsak voljum ima smisel in kvaliteta ni nikoli dropala, že 24 voljumov in to je preprosto to. Manga One Piece, Eiichiro Oda je eden najboljših world builderjev tako v zgodovini, in my opinion, da že 1100 chapterjev gradi to zgodbo. Seveda nekaj je bilo vmes, mogoče si je zmislil, kar ni pričakoval 30 let nazaj, ampak da 30 let nazaj, oziroma 30 let vzdržuješ tako kvaliteto zgodbe in jo še dopolnjuješ in nadgrajuješ. Neverjetno, pač to je res once in a lifetime serija, s katero pač preprosto rasteš in pač neprekosljiv world building. Anime probably Sangatsu no Ryan, res eden boljših psiholoških animejev. Ko greš na potovanje s tem likom, se res pač počutiš, kot da si v njegovi koži, pač izredno dobro napisana. Manga, po kateri so potem naredili anime, ki je po mojem mnenju še boljši. Torej, ja, mislim, da spet ne spoilam preveč, pač tema je japonski šah shogi in glavni lik v bistvu nekako se bojuje oziroma odkriva to svojo socialno anksioznost in se skuša bojevati proti temu. Tako da, to je to. Bom jaz malo krajši. Steins Gate. Nice. Time travel, ha? Banana. Zato je igrca, to ne vem, kako je banana. Ja, ne, anime. Ne. Jaz vem, začelo se kot igrca. Začelo se kot igrca, ja. Kot visual novel, ne? Ja, visual novel. Čeprav visual novel sploh nisem mogel odigrati do konca. Po mojem isti problem, kot imam z mangami pa z light noveli, ker enostavno preveč branja. Ne, Steins Gate je v bistvu edini tak, ki mi je res top serija, tok plot twistov, tok zanimiva zgodba, karakter ta glavni mi je cool, mislim, full faca model, pa kako se zadeve razvije, no. Sploh ne vem, zakaj ne razlagam, to je, pač, moš pogledati Steins Gate. Tisti, ki so gledali. To je en tak anime, ki ga moš pogledati, ne glede na to, kje si. Je klasika, ja. Mank pa Lojtnova pa itak naberem. Kaj pa vsaj je kleni alkimist? To se en voljem prebral, ne morem potem reči, da je... Nisem še drugega prebral. Nobene mange v življenju nisi prebral. Do konca ne. Death Note vem, da sem nekaj bral, pa tudi ne vem, koliko sem daleč prišel. Torej nimaš niti ene mange, za katero bi rekel, to bi je bilo pa ful všeč, ko sem bral. Really? Wow. On je purist anime. Ja, pač on ima knjige samo za okras. Za podlago. Samo zato, da jih lahko posname. Če so lepe. Ok.